Pozdravljeni v Kozjem, enem izmed najstarejših trgov na Kozjanskem. Bolje rečeno pozdravljeni na poti na grad Kozje. Drachenberg, Zmajev grad. Ponovno zgodba, ki je zapisana v kraju samem, v ruševinah, v krajini. Zgodbe sledijo človeštvu že od nekdaj. Človek ima že od jamskih poslikav potrebo po pripovedovanju zgodb. Zgodbe so se prenašale skozi različne oblike. Kot sem že omenila, jamske poslikave, kasneje pripovedovanje iz generacijo v generacijo. Gotovo je tudi v vaši družini nekdo, ki ima poseben dar in čar za pripovedovanje zgodb. A vsakdo izmed nas je pripovedovalec, vsakdo izmed nas je že kdaj povedal kakšno zgodbo. Zgodbe so se potem skozi stoletja počasi iz tega govorjenega pripovedovalskega prenašanja prenesli v knjige. Zapisovali so jih navdušenci nad ljudskimi zgodbami in tako danes ljudske zgodbe nekako živijo predvsem v knjigah. Takšni kot jaz in kar nekaj drugih pripovedovalcev pa se trudimo te zgodbe obujati in iz jih knjig preseliti tja, kamor so nastale. In zgodba o tem, kako so v Kozjem ugnali zmaja, ta je gotovo ena izmed bolj znanih v teh krajih. V časih, ko so bili kmetje še popolnoma odvisni od graščakov, ki so jim pripadali, in ko so po naših tleh romali vitezi na svojih konjih, je v Kozju vladal hudoben, grozen graščak. In kar ni vzel graščak tam na gradu, na grajskem hribu, je vzel zlobni zmaj. V temni jami blizu Kozjega pa naj bi živel zlobni zmaj. Z dolgimi, močnimi kremplji. Njegovo telo, pokrito z luskami in dolgimi krvoločnimi zobmi, je enkrat na leto prišel na plano. In gorje takrat prebivalcem Kozjega, če ga ni čakala mlada, lepa deklica. Prebivalci so bili obupani. Na eni strani so jih izkoriščali in ropali graščaki, na drugi strani so trepetali pred tem strašnim krvoločnim zmajem. Tako so leto za letom žrtvovali najlepše mlade deklice. Potem pa so nekako opazili, da kot da zmaj ne bi prav dobro videl. Pa so naredili poizkus. Pa so mu eno leto nastavili mlado, a malo manj lepo deklico. Pa so potem naslednje leto nastavili staro baburo. Zmaj je vse požrl. In je bilo eno leto mir. Pa čakaj, pa zakaj bi mi morali žrtvovati ženske? Pa ponovno malce potestirajo, pa nastavijo naslednje leto kravo. Glejte, da bo drugo leto spet lepa mlada deklica. Ja, no prav, očitno ne vidi nič več. In tako še leto, dve nastavijo kozo, ovco, pa še kaj. Pa rečejo, kaj, ko bi se mi le poskušali pa znebiti tega zmaja. Da se ga znebimo enkrat za vse večne čase in imamo mir pred njim. Razmišljajo in se domislijo, da bi odrli kozo. In res, odrejo kozo in namesto mesa v njo natlačijo prav posebno kamenje. Leto je naokoli, zmaj pride iz svoje votline, renči, kje je moja deklina? Pred njim pa tista nagačena koza. Zmaj je bil že tako slep, da ni ločil koze ne od deklice. Zagrabi tisto kozo, pogoltne celo kozo, ko pride v njegov želodec vse tisto kamenje. In ga začne po želodcu nekaj peči in zvijati.
se zažene v bližnji bister graben in žlampa tisto vodo. Popije in suši bister graben v trenutku. Takrat pa se šele začne v njegovem želodcu nekaj dogajati. Blub, 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 blub. Peče, žge, boli, zmaj se zvija, renči, benti. Namreč ugotovi, da so ga kmetje ukanili. Da so mu potaknili prav posebno kamenje. Takšno, ki ob stiku z vodo začne peklensko žgati in brbotati. Zmaj v zadnjih mukah močno udari z repom ob tla. Bum, tresk, zadoni, zaječi, zabobni. Ustvari takšen potres, da se porušijo vse hiše v Kozjem in grad spremeni v ruševino. Sam pa se zateče v globočino svoje jame, neznano kam, in od takrat ga ni nihče več videl. Upam, da smo vam uspeli pričarati vsaj delček tistega, kako je, ko zgodbe oživijo v prostoru. Ko kar naenkrat drevesa, gozdovi, grajske ruševine in še kaj postane prizorišče zgodbe. Zato vas zdaj vljudno vabim, da se napotite v svojo knjižnico in s pomočjo vaših knjižničark preberete, poiščete kakšno lokalno povedko, morda vzamete celo v roke katerega od pravljičnih vodnikov, preberete zgodbe in se potem napotite na sprehod. Tam poskusite zgodbe povedati in dodati tisto, kar vidite okoli vas. Tako bodo zgodbe zaživele na novo. In tukaj se skriva tista razlika med zapisanimi zgodbami in pa zgodbami, ki jih povemo in dodamo nekaj svojega.